Da nam je bilo odpuščeno in da odpustimo sami, je skrivnost, ki jo je težko razumeti. Potrebni so molitev, kesanje in sram. Tako je dejal papež Frančišek med jutranjo sveto mašo v kapeli doma svete Marte 21. marca. Med drugim je poudaril pomen zavedanja v čudovitem delu, ki ga Bog izvrši v nas in svojim usmiljenjem. Le to je nujno, da ga lahko nato sami uresničujemo z drugimi. Papež je opozoril tudi pred hinavščino, kraje navideznega odpuščanja v spovednici. Se io domando, ma tutti voi siete peccatori? Sì, padre, tutti. E per avere il perdono dei peccati ci confessiamo. E come vai a confessarti? Če bi jih vprašal, ali so vsi grešniki, bi bil odgovor, da vsi. In da bi prejeli odpuščanje za svoje grehe, se na to spovemo. In kako se greš spovedati? Grem, povem svoje grehe, duhovnik mi odpusti, mi naroči, naj izmolim 3 zdrave Marije in na to se v miru vrnem. Ti nisi razumel, je opozoril papež Frančišek. V spovednico si šel le, da bi opravil neko bančno storitev ali nek pisarniški postopek. Tja nisi šel osramočen zaradi tistega, kar si storil. V svoji vesti si videl nekaj madežev in zmotil si se, ker si verjel, da je spovednica čistilnica, ki bo odstranila madeže. Bil si nesposoben sramovati se svojih grehov. Odpuščanje, prejeto od Boga, čudovito delo, ki ga je storil v tvojem srcu, mora vstopiti v zavest. V nasprotnem primeru greš ven, srečaš prijatelja, prijateljico in začneš nekoga obrekovati, ter tako še naprej grešiš. Odpustim lahko le, če čutim, da mi je bilo odpuščeno. Če se ne zavedaš, da ti je bilo odpuščeno, ne boš nikoli mogel odpustiti, nikoli. Vedno ostane tista drža, ko bi radi z drugimi obračunavali. Odpuščanje je celostno, toda odpusti se lahko le, ko čutim svoj greh, se sramujem, me je sram in prosim odpuščanja. Čutim, da mi je oče odpustil in tako lahko odpustim. Če ni tako, ni mogoče odpustiti, tega nismo zmožni. Zato je odpuščanje skrivnost, je poudaril papež Frančišek.